Živijo, tako Valentin. Govoril bom o Waldorfski in Montessori pedagogiki. To sta napredni pedagogiki sistema vzgoje otrok, ki zagotavljata čim bolj naravno in celovito izobraževanje in vzgojo otrok, predšolskih otrok. In ta dva sistema sta razvili osebe, ki že precej časa nista več med živimi. Svet se neprestano spreminja. Še posebej v zadnjem času se ta razvoj pospešuje. Intenzivno se odkrivajo nove stvari in tudi človeška tehnologija izjemno hitro napreduje. Izziv Montessori in Waldorfskih pedagogov je torej, kako prilagoditi ta starodavni sistem pedagogike, da bo čim bolj usklajen s sodobnim časom, da bo otroka pripravil učinkovito na izzive prihodnosti. Niso se pa spremembe zgodile samo na področju človeške znanosti in tehnologije, temveč se je naredila še ena pomembna sprememba. Kajti pred 30 leti je gospod z imenom Bernard Pullman prav tako začel intenzivno raziskovati, kako ta svet deluje, kaj je resnica stvarstva, in prišel je do izjemno neverjetnih odkritij. Ni pa samo določene stvari odkril, temveč so se na osnovi teh njegovih raziskav in posegov v delovanje stvarstva zgodile intenzivne spremembe, takšne kot še nikdar poprej. In te spremembe so se zgodile tako na sistemu reinkarnacije, torej tako v onostranstvu, tako kot v to stranstvu, in razvoj človeka poteka sedaj precej drugače kot pred tem dogodkom preobrazbe. Znanje in pristopi, ki so nekdaj veljali in so bili učinkoviti, sedaj ne ustrezajo več, ker se je pojavila nova realnost. Zgodile so se intenzivne spremembe. Odkrilo se je, kakšna je bila zgodovina stvarstva, kakšna je resnična zgodovina planeta Zemlje in nastanka človeka. Kako funkcionira človek, kako se razvija, iz česa je človek sestavljen. Montessori in Waldorfska pedagogika uporabljata naravne materiale, izogibajo se uporabe informacijske računalniške tehnologije, češ da naj bi na ta način čim bolj omogočil nek naraven razvoj otroka. Ampak vprašanje je, kaj je naravno. Če pogledamo ljudi in živali, vidimo, da živali funkcionirajo na tem svetu precej drugače kot človek. Zakaj je tako? Človek ima namreč povsem drugačno zgodovino nastanka in razvoja kot živali. O tem tudi pišejo razni sveti spisi,
ko zatrjujejo, da je Adama in Eva ustvaril Bog in da ni plod neke evolucije. In dejansko se je odkrilo, da človeško telo je plod inženiringa določenih bitij, ki so imela določen namen, določeno vlogo človeka. Tisto, kar je naravno, je to, da obstajamo mi kot, lahko temu rečemo, duhovna ali živa bitja. In nekdaj ni obstajal ta svet takšen, kot je sedaj. Nekdaj ni bilo sistema reinkarnacije. Sistem reinkarnacije je bil umetno narejen. Človeško telo, fizično telo je umetno narejeno. Človeški umsko-zavestni sistem, ta energetski sistem, ki nam proizvaja misli in čustvene reakcije in ki nam omogoča alternativno, paralelno, virtualno resničnost, nek kraj, ki je ločen od te fizične realnosti, je umetno zgrajen sistem. In tega se pač pri valdorfski in montessori pedagogiki ne razume in ne upošteva. Na osnovi odkritij Bernarda Pullmana se je ugotovilo, da je ta energetski sistem, ki ga imenujemo oziroma umsko-zavestni sistem, da je škodljiv za fizično telo in za življenje na tem planetu. Če dopustimo razvoj umsko-zavestnega sistema, nas loči od te realnosti tukaj in sedaj. Loči nas od zavedanja tega fizičnega sveta. Zato sanjarimo, zato razmišljamo, živimo v spominih iz preteklosti, namesto da bi živeli tukaj v sedanjem trenutku. Da bi se preprečil razvoj umsko-zavestnega sistema, oziroma da se ta sistem ne bi razvil v preveliki meri, se je razvila inovativna učna tehnologija, ki se imenuje TechnoTutor. Ta učna tehnologija je praktično odgovor za vse probleme, ki jih ljudje ustvarjamo na tem svetu. Ta učna tehnologija omogoča, da se otrok razvija prizemljeno. Omogoča, da v zgodnjih letih preko inovativne računalniške programske opreme dobi v sebe besedne in črkovne simbole, in to že pri starosti tam okoli 2 let, kajti to je ključna faza za integracijo besednih in številčnih simbolov na fizično raven človeškega telesa. Tisto, kar v teh letih v fizično telo posejemo, potem v naslednjih letih od 3. do 7. leta vzklije v ta umsko-zavestni sistem. In pomembno je, da otroci pri teh zgodnjih letih od 1 do 3 let v sebe dobijo simbole črk in besed, ki so usklajene z realnimi definicijami. Torej, da so usklajene z definicijami, ki so napisane v standardnem slovarju, in da te besede, da niso energetsko, čustveno okužene. Če se ne uporablja učne tehnologije TechnoTutor, pride do prenosa čustvenih predsodkov v odnosu do besed iz strani staršev in vzgojiteljev.
Tega se brez uporabe Tehnotutorja ne more preprečiti. Edino Tehnotutor je tehnologija, ki je zgrajena na osnovi povsem natančnega razumevanja, kako se razvija človek, kako se razvija človeški oziroma umsko-zavestni sistem in omogoča otroku izgradnjo trdnih temeljev za velik uspeh v odrasli dobi, da dobi učinkovito besedišče, ker besedišče je orodje, z katerimi lahko dosegamo katerikoli cilj v življenju. Predlagam torej vsem Montessori in Waldorfskim pedagogom, da si v opisu tega videoposnetka pogledajo povezave do audio serije z imenom Parenting Perfecting the Human Race. To je audio serija, posnetek razlage, ki natančno pojasni razvoj otroka od rojstva naprej. To je tako natančen pogled otroka, kot da bi imel rentgenski vid v vse podrobnosti razvoja fizične in energetske dimenzije otroka. In tisti pedagogi ter tudi starši, ki želijo otrokom omogočiti najboljši možni razvoj in izobrazbo, predlagam, da kontaktirajo naš Inštitut za razvoj izobraževanja z imenom Mali genij iz Maribora, da vam pridemo predstaviti inovativno, revolucionarno učno tehnologijo z imenom Tehnotutor. Vsak odrasel jo lahko tudi preizkusi na sebi in doživi izjemno fantastične učinke, kako se je možno s pomočjo te učne tehnologije učiti brez slehernega umskega napora, izjemno hitro in lahkotno, je najhitrejši način učenja jezika, razvoja branja, povečuje fokus, koncentracijo in karkoli se s to učno tehnologijo naučiš, ti ostane dolgoročno v spominu, ne pride do pozabe. Stopite torej v korak s časom, uskladite se z trenutno realnostjo eksistenčnega obstoja in zagotovite najboljši možen razvoj človeštva, človeške družbe, da se enkrat za vselej odpravijo škodljivi dejavniki, ki jih ljudje povzročamo na tem svetu. Hvala za posluh in nasvidenje.